Pozdravljeni. V Trebnjem se je mudil predsednik države dr. Danilo Türk. Med drugim je obiskal vrtec Romano, ki deluje v romskem naselju Hudeje. Vrtcu skladno z lani novembra izdano odločbo grozi rušenje zaradi črne gradnje. 20% zgradbe pa stoji na kmetijskem zemljišču v lasti občine Trebnje. Takole so predsednika države sprejeli romski malčki. Vrtec v naselju sicer deluje že 3. leto. Ker je tele vrtec, otroci so redno tlele, ne. Prej je bilo bolj žalostno, ker so v Trebnje hodili, so bili samo ne dva. Ne, tle, kar je pa tlele vrtec pa zaživel, ker sem jaz dal tole svojo, je pa fino, gre naprej. Seveda program je osnovni program po kurikulumu z dodatkom po kurikulumu za Rome. Upoštevamo tiste značilnosti, posebnosti njihovega življenja, tako kulture in pa tudi samega jezika. Zagotavljanje predšolske vzgoje romskim otrokom podpira tudi predsednik države. In da se na ta način pravi tista prva faza pri vključevanju v šolo kasneje in iskanje tudi zaposlitve v zreli dobi. Na občini naj bi sicer težave vrtca uredili s prostorskim načrtom. Ker je zemljišče občinsko, ne bi smelo biti problemov. In jaz bi se zelo zavzel za to, da ta vrtec ostane. Vrtec naj bi v nekaj letih začel delovati v večnamenski zgradbi, ki jo načrtuje občina. Sicer pa so do zdaj v naselju že uredili komunalno infrastrukturo. Seveda pa naš trud v tem naselju je odvisen od razpisov, ki so za to področje. In tukaj pričakujemo, da bomo zdaj dobili približno 500 000 sredstev za nadaljni razvoj. To je pa cestna infrastruktura in pa odkup dela zemljišč, ki še ni odkupljen. V prihodnje pa nameravajo urediti še čistilno napravo. V naselju sicer živi okoli 350 Romov. Predsednik države se je v okviru obiska občine Trebnje mudil tudi v družbi Trimo, kjer se je srečal z vodstvom ter si ogledal proizvodnjo in razvojni oddelek v podjetju. Predstavili so mu predvsem pristope v zvezi z inovativnostjo in kreativnostjo, nove tehnologije in nekatere novosti na področju razvoja. Ja, obisk je vsekakor je to izkazano zaupanje v gospodarstvo in mislim, da je v tem smislu obisk zelo pomemben, saj je povezovanje določenih subjektov v tej državi, se mi zdi posebej v teh časih, ki so zelo zahtevni, zelo pomembni in cenimo obisk predsednika danes v Trimu. Predstavili so mu tudi najnovejši produkt Razvojnega inštituta. To je visokoizolativni panel, ki zagotavlja visoko udobje bivanja in veseli smo, da je vgrajen tudi v vrtec Trebnje. Tukaj smo mu pa že predstavili vse lastnosti in pa možnosti še nadaljnega razvoja, predvsem v smislu, da bo ta panel tudi prosojen in prozoren in zelo primeren za visoke stavbe. Trebanjsko podjetje je eno najuspešnejših podjetij, meni Türk. Zdi se mi, da je ta povezava med raziskovalnim delom, proizvodnjo in oblikovanjem izredno zanimiva in da bi jo morali v Sloveniji pri snovanju našega razvoja dati v samo središče industrijske strategije. Mi za naš razvoj potrebujemo industrijo in ta industrija mora znati povezati vse naše sposobnosti. Trimo je pokazal, kako se to naredi na nekem zelo pomembnem, zanimivem področju in ima seveda s tem zelo lepe mednarodne uspehe. Predsednik se je ogledal tudi galerijo likovnih samorastnikov Trebnje in novo zgrajeno enoto Trebanjskega vrtca Mavrica ter se seznanil z delovanjem in projekti občine. Občina Šentrupert je druga najprodornejša občina v Sloveniji. Na Brdu pri Kranju so na 6 dnevih občin in srečanje županov prvič podelili nagrado Zlati kamen, ki jo je prejela občina Idrija. Medijski partner projekta Zlati kamen je tudi naša televizijska hiša. V mladi občini Šentrupert so plaketo Zlati kamen 2012 za drugo mesto dobili zaradi izjemnega razvojnega preboja, katerega ozadje je dobra razvojna strategija. Občina pa ima tudi največ novih priseljencev na 1000 prebivalcev v državi. Mislim, da mi ni treba razlagati, da to je izjemen uspeh. Občina Šentrupert je mlada občina, pravzaprav delamo šele 5 let. Moram reči, da je zame to totalna zmaga in da sem izredno ponosen tudi na svoj tim, s katerim smo pač v teh 5 letih uspeli pripričati s svojim razmišljanjem in z našimi projekti to strokovno žirijo, da nas je uvrstila tako visoko. Zlati kamen so letos podelili sploh prvič, dobila pa ga je občina Idrija, nekoč rudarska, nato industrijska, danes pa razvita postindustrijska občina. En težk kamen ste mi naložili, nisem ga pričakoval, ampak nisem kar malo presenečen.
In ko sem zvedel, da smo v tem možnem zboru, sem se kar malo strašil. V Idriji smo se zmeraj bal nagrad takšnih ali drugačnih, kar pa je že kakšne hudice najdu, da je slab šlo. Je v hudomušnem tonu vesel, da so jih med vsemi občinami prepoznali, nagrado prejel idrijski župan Bojan Sever. Med 12 najboljših občin, prvih 6 je dobilo plaketo, sta se uvrstili tudi občini Krško in Šmarješke Toplice. Projekt Zlati kamen sicer želi izpostaviti primere dobrih praks, ki so lahko zgled ostalim. Ključ tega projekta je vzpodbujati razvoj dobre prakse na področju razvoja občin. Verjamemo, da to lahko naredimo na pozitiven način. Opažamo že prve vplive, občine so se začele med sabo primerjati in tiste, ki so seveda na vrhu, so lahko ta hip sicer vesele, tiste, ki so malo stran od vrha, seveda so pa začele tudi bolj pospešeno delati in razmišljati o razvojnih projektih in to je bil tudi cilj. Slovesno podelitev je spremljala tudi konferenca, na kateri so poleg primerov dobrih praks izpostavili tudi pomen medijev pri spodbujanju lokalnega razvoja. Na okrogli mizi je med drugim razpravljala tudi direktorica in odgovorna urednica televizije Vaš kanal, ki je tudi medijski partner projekta, Irena Vide. Novomeški Revoz 26. aprila ukinja polovično nočno izmeno. Brez dela bo tako ostalo 132 zaposlenih v podjetju in 199 agencijskih delavcev, torej več kot 330 ljudi. Razlog? V zadnjih mesecih beležijo manj naročil, kar je posledica občutnega padca na evropskem trgu. Tudi potem, ko so konec leta in v februarju ustavili proizvodnjo in delavce poslali na dopust, to ni bil zadosten ukrep za ublažitev posledic padca naročil. Na evropski trg govorimo o celotnem, ker seveda situacija ni vezana samo na naša vozila, je upadel v prvih 2 mesecih za 9% cirka in pa v Franciji še nekaj več. Francosko tržišče je naše glavno tržišče, tu je prišlo do 18% padca trga. Nočna izmena v Revozu obratuje od maja 2007, ko je stekla proizvodnja Twinga. Krajša prekinitev se je že zgodila maja lani, takrat zaradi težav z oskrbo, septembra pa so jo nato spet uvedli. 26. aprila pa jo ukinjajo. Delo bo izgubilo 78 zaposlenih za določen in 54 za nedoločen čas. Je to število že znižano, bistveno znižano, ker smo se dejansko zelo trudili iskati druge možnosti. To so delavci v proizvodnji, določene režijske delavce pa bomo ravno tako preusmerili v delo v proizvodnji. Brez dela bo ostalo tudi 199 zaposlenih prek agencij, večinoma tujcev. Podjetje bo tako od maja dalje obratovalo le v 2 izmenah. Ukinitev nočne izmene je bila napovedana že prej, zato so se na to pripravili tudi v podjetjih povezanih z Revozom. Pri nas vse to, kar je vezano na proizvodnjo v Revoz, bo imelo tudi temu primerno, bo imelo posledice. Vi pa veste, da TPV skrbi za to, da ni samo odvisen od enega kupca in to je tisto, kar nas tudi daje potem v drugačno pozicijo. Za vnovično zaposlovanje pa bo ključen skupen projekt med zvezo Renault-Nissan in nemškim Daimlerjem. V Revozu nova delovna mesta predvidevajo ob zagonu novega vozila, to naj bi se zgodilo čez približno leto in pol. Do takrat pa novega zaposlovanja ne predvidevajo. Takrat bodo predvidoma vnovič zaposlili polnonočno izmeno. V Krškem pospešeno obnavljajo Mencigarjevo hišo. Pri tem so prišli do pomembnih odkritij iz 16. stoletja. Odkritje profanih fresk je presenetilo tudi raziskovalce, saj gre za izjemno odkritje ne samo za Krško, ampak za vso Slovenijo. Gre za 2 identični hiši, ki sta bili združeni v drugi polovici 19. stoletja za časa pisatelja in odvetnika Janeza Mencigarja. Istočasno smo ob teh raziskavah odkrili tudi večje število elementov, ki kažejo, da so bile hiše zgrajene na osnovi nekih starejših objektov. To se pravi, da so starejši objekti vključeni v te baročne arhitekturo in jih lahko postavljamo vsaj v konec 15. stoletja. Pri obnovi pa so na dan prišle tudi poslikave. Med njimi je največje presenečenje te poslikave v nadstropju severne hiše, kjer so na 3 stenah ohranjene dokaj dobre poslikave v horizontalnem pasu, so upodobljeni portreti moških in žensk. Na podlagi teh oblačil lahko 100% rečemo, da gre za poslikavo iz 16. stoletja, to se pravi renesančne dobe.
Odkrili so tudi 2 grba. V Mestnem muzeju Krško so sicer veseli, da je krška občina leta 2010 hišo odkupila od Mencikarjevih dedičev. In da jo s pomočjo evropskih sredstev obnavlja, ter jo na eni strani namenja fakultetam, na drugi strani pa bo del sestavljal tudi naš mestni muzej, in sicer to novo sobo nekako bi morala biti odprta za javnost. Smo pa pridobili s tem odkupom tudi nekaj Mencikarjevih predmetov iz 19. stoletja. Celotna obnova bo stala približno 3 milijone evrov. Te dni v Šmarjeti pospešeno poteka gradnja 3. oziroma zadnje faze obvoznice, ki je v minulih letih med nekaterimi krajani povzročala nemalo hude krvi. Z izgradnjo 4-krakega krožišča se bodo v naselju izboljšale prometne in bivalne razmere. Prav tako bodo z izgradnjo krožišča oziroma ureditvijo struge potoka Bečuj celovito rešili tudi vprašanje odpadnih padavinskih voda. Dokončana obvoznica pa je hkrati po prenosu sedanje državne ceste skozi Šmarjeto med občinske ceste pogoj za nadaljnjo ureditev vaškega jedra. Mi smo zelo veseli, da se bo ta projekt končno zaključil in potem, da skupaj z državo nadaljujemo projekt izgradnjo pločnika, kolesarske poti, javne razsvetljave in rekonstrukcijo ceste proti Šmarješkim Toplicam. Vrednost gradbenih del za izgradnjo krožišča, v okviru katerih bodo obnovili vodovod, kanalizacijo in vso ostalo infrastrukturo, ob lokalni cesti proti Strelacu ter središču Šmarjete pa je predvidena tudi izgradnja pločnika in kolesarske steze, znaša približno 634 tisoč evrov. Delež občine, ki ga bo morala zagotoviti za to krožišče, je 216 tisoč evrov. Stroški gradbenega nadzora, priprave investicijsko-tehnične dokumentacije ter zemljiško-pravnih zadev pa naj bi občino stali še dodatnih 100 tisočakov. Skupni finančni vložek občine za izgradnjo krožišča bo tako znašal približno 320 tisoč evrov. Center za zdravljenje bolezni otrok iz Šentvida pri Stični je prejel mednarodni certifikat kakovosti v zdravstvu, ki med drugim prinaša tudi večjo prepoznavnost v evropskem prostoru. Akreditacijo podeljuje mednarodna akreditacijska hiša Det Norsk Veritas. Center za zdravljenje bolezni otrok je specialna bolnišnica za zdravljenje kroničnih bolezni otrok in za njihovo rehabilitacijo ter za vzdrževanje vitalnih funkcij pri neozdravljivo bolnih otrocih. Za pridobitev mednarodnega certifikata so se odločili, ker so želeli dati zdravljenju otrok dodano vrednost. Postavljale se je vprašanje, ali pristopimo najprej k ISO standardu ali gremo na ta mednarodni, in smo se odločili, da gremo na ta mednarodni, za katerega pa itak moramo narediti še ta ISO standard v roku 3 let. To zdaj pomeni v bistvu šele začetek. Stvari smo postavili nekje tako, da funkcionirajo, da so opisani vsi postopki. Pridobitev akreditacije za center je plod več kot 10-letnega dela. Predvsem je to veliko priznanje, ki je v obdobju, ko prehajamo počasi tudi na tem področju, kjer bojo pač meje padle tudi znotraj EU-ja, seveda izredno pomembno. Mislim pa, da je še najbolj pomembno res za vse tiste, ki se v tej bolnišnici zdravijo, in za njihove seveda starše. Ta akreditacija je sicer 7. v Sloveniji. Namreč to je skoraj da nujnost, ker bo začela veljati naslednje leto odredba o čezmejnem zdravljenju pacientov in seveda to je temeljni vstopni pogoj, da lahko asistiraš tudi zahtevam tujih zavarovalnic in zahtevam tujih pacientov. In akreditacija je prva srečka, ki jo kupiš, če hočeš dobiti zadetek. Sicer pa se v prihodnje obeta sodelovanje Šentviškega centra in občine Ivančna Gorica. Slednja namreč razmišlja, da bi na tej lokaciji delovalo še medgeneracijsko središče. Nekaj kapacitet je prostih, lokacija je čudovita, volja strani direktorice je, volja strani občine je tudi. Ker pa gre to bolj za pilotne projekte, pa moramo nekako dobiti še soglasje države. Vsebino pripravljamo skupaj z inštitutom dr. Antona Trstenjaka iz Ljubljane. Skratka, prve korake smo že naredili. V Centru za zdravljenje bolezni otrok je sicer 50 zaposlenih, na voljo pa je 60 postelj. V semiški občini, kjer si že dolgo prizadevajo zagotoviti podjetnikom ustrezno jakost električne energije, v teh dneh pospešeno gradijo okoli 6 km dolg kablovod, ki bo njihovi industrijski coni zagotovil dodaten megavat električne energije.
Na nekaterih delih trase so dela že končana, trenutno pa brnijo stroji na relacijo od Ručetne vasi proti Semiču. Tako da nekje do konca aprila naj bi ta faza bila tudi dokončana, zgrajena in tudi elektrika že na voljo naši industrijski coni v tej jakosti, ki jo ta vod omogoča. To pa pomeni le najnujnejšo oskrbo z električno energijo, kar pa je, glede na razvojne ambicije tamkajšnjih podjetij, veliko premalo. Zato so minuli teden že poslali apel Elektru Ljubljana. Da zagotovijo še tista drugi del sredstev za drugo fazo od Ručetne vasi do Črnomlja, ki pa bo nekako do Semiču doprinesel oziroma prinesel do leta 2030 dovolj energije za vse potrebe. Tako novi naložbeniki, ki čakajo na elektriko, kot nekateri podjetniki, ki že poslujejo v industrijski coni in se želijo širiti, imajo velike razvojne načrte, ki pomenijo tudi več kot 100 novih delovnih mest. Ale en dodatni megavat električne energije ne bo zadostoval za vse njihove potrebe, pravi županja, ki pričakuje, da bo država čim prej našla denar za gradnjo druge faze kablovoda. Brez težav pa v Semiču poteka novembra lani začeta gradnja sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Kajti zdaj smo več kot 2/3 toplovoda že zgradili, sama kotlovnica pa je v zaključni fazi in drugi teden računamo, da bomo pričeli s poskusnim obratovanjem. Tako bodo pravočasno preverili delovanje sistema in 39 uporabnikov, ki so že podpisali pogodbo za ogrevanje, bo brez skrbi čakalo novo zimo. Za tiste, ki so se doslej ogrevali s kurilnim oljem, bo nova cena ogrevanja zagotovo nižja, pravi Hribar. Cenjene gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost in bodite prijetno do našega naslednjega srečanja natanko čez teden dni.